Razprava na današnjem posvetu teče predvsem o dveh temah, o aktualni gospodarski in politični situaciji in o uporabi modernih komunikacij v politiki. Ta del je bolj izobraževalni. V okviru razprave na prvo temo pa je v razpravah prihajalo predvsem do velike zaskrbljenosti zaradi sedanje gospodarske situacije in zaradi očitne nekompetentnosti sedanje vlade pri spopadu s krizo. V zvezi s tem smo se predvsem dotaknili zadnjega predloga proračuna, kjer se predlaga enormno zadolževanje. Smatramo, da je takšno povečanje javnega dolga, kot ga predlaga vlada, nepotrebno, pravzaprav škodljivo za prihodnji gospodarski razvoj in da predstavlja grožnjo za blaginjo ne samo sedanje, ampak tudi prihodnjih generacij. Razpravljali smo tudi o situaciji, ki se nakazuje v primeru, da bo slovenska vlada dejansko podpisala sporazum, arbitražni sporazum o urejanju mejnega vprašanja s Hrvaško v teh okvirih, ki so bili dogovorjeni med predsednikom obeh vlad. Smatramo, da bi bilo daleč najboljše, če bi slovenska vlada še enkrat premislila o tej nameri. Kljub temu, da je dobila soglasje vladne koalicije v pristojnem odboru Državnega zbora za zunanjo politiko, to seveda ne pomeni, da ima za takšno početje večinsko podporo v slovenskem političnem telesu in po našem mnenju tudi ne v slovenski javnosti. Bistveno bolje je zdaj priznati napako in stopiti korak nazaj, kot pa pustiti, da se situacija zakomplicira, da eventualno pride do referenduma in da se slovenska javnost in tudi slovenska politika deli na tem vprašanju, kjer bi morala biti enotna. Slovenska demokratska stranka na tej točki ne bo popustila, gre za dejansko državni interes Slovenije. Smatramo, da bi vlada, če že ne prisluhne opoziciji, morala prisluhniti vsaj nekaterim intelektualcem in razumnikom, ki opozarjajo na iste probleme v tem nameravanem sporazumu in da bi bil čas, da se predsedniki parlamentarnih strank ponovno usedejo in skušajo najti skupno stališče do tega vprašanja. Glede morebitnih podpisov za referendum poslanskih SDS-a in poslanskih podpisov SDS-a za morebitno interpelacijo proti Žbogarju, kaj vas recimo drži nazaj, da tega ne zagotovite že takoj? No, arbitražni sporazum še ni podpisan, niti ga vlada še ni predložila Državnemu zboru in glede na to, kar sem prej dejal, obstaja še neka možnost, da se iz te situacije država izvleče. Se pravi, da ne pride do tega podpisa, da pride do nadaljnjih pogajanj in da se vsaj na mesto, kot zdaj piše v točki B, zagotovitve stika Slovenije z odprtim morjem, napiše neposredno, da gre za zagotovitve neposrednega stika slovenskih teritorialnih voda z mednarodnimi vodami, ker potem bi lahko morda govorili o tem, da je ta vitalni slovenski interes vsaj do neke mere zaščiten. Gospod Janša, kakšno je vaše sodelovanje s predsednikom države Mirom Pirkom, predvsem v zadnjem obdobju, pa tudi kaj mislite, kakšno bo njegovo nadaljne politično ukrepanje glede reševanja mejnega spora s Hrvaško? No, predsednik republike, kot sem dejal že večkrat, pri tej podpori tega okvira za arbitražni sporazum nekako ostaja zvest svojemu strokovnemu dognanju, ki ga je izrazil tudi v svoji knjigi, ki je izdal pred kandidaturo za predsednika države. V tisti knjigi pa piše isto, kar je pisalo tudi v izhodiščih Pomorskega zakonika Republike Slovenije, in sicer, da je Slovenija ozemeljsko prikrajšana država. Takšno stališče je zagovarjala tudi dr. Šeličeva, ki je zdaj podprla ta okvir za sklenitev sporazuma, in še nekateri drugi strokovnjaki iz katedre za mednarodno pravo ljubljanske pravne fakultete. S tem stališčem smo polemizirali že konec 90-ih let in tudi dosegli, da je Državni zbor spremenil Pomorski zakonik, ampak
tisto, kar je napisano, obstaja. In seveda, če predsednik republike in del slovenske pravne stroke stoji na stališču, da je Slovenija ozemeljsko prikrajšana država, potem je logično, da se strinjajo s tem, da se meja določi po mednarodnem pravu in da se potem išče rešitve, kako pač to ozemeljsko prikrajšano državo povezati z mednarodnimi vodami.